Strelci, lepo pozdravljeni v moji družbi. Z vami sem Teja in z vami sem pogledala, kaj vam tarot karte napovedujejo za mesec marec 2021. Zdaj, preden začnemo, bi rada samo še povedala, da so to splošne napovedi, zato sprejmi tisto, kar se poistoveti s tabo in tvojim življenjem. Vse ostalo pa enostavno ignoriraj. Zdaj tako, najprej bomo pogledali mesec februar, zato da vidite, kaj je bilo tistega pomembnega v februarju, kar je nekako izstopalo in se bo najverjetneje nadaljevalo tudi v mesecu marcu. Potem pa bomo pogledali še za vsak teden posebej, kaj vam tarot karte svetujejo. Ok, mesec februar imamo desetico novcev. Prvi teden marca imamo karto mag, drugi teden marca imamo desetico mečev, tretji teden marca imamo karto smrt in četrti teden marca imamo viteza palic. Ok, zdaj s temi kartami bomo pogledali konkretne dogodke, kaj se bo dogajalo v vaših življenjih, da bo nekako v vas povzročilo te energije. Najprej bomo pogledali seveda za mesec februar in potem še za vsak teden posebej. Zaenkrat bom to pustila tukaj, dajmo še te karte pripraviti. To so karte, ki nam pokažejo v bistvu lekcije. Zakaj se nam dogaja to, kar se nam dogaja in kaj nas življenje hoče naučiti z vsemi temi dogodki, ki prihajajo v naše življenje. Ok, torej v mesecu februarju je videti, da ste nekako prišli blizu nekega cilja. Torej na nek način iščete luč na koncu tunela, strelci. In v februarju ste nekako prišli do te točke, ko ste spoznali, da se bližate temu vašemu cilju, da se vam odpira neko novo obzorje, nekako počasi izstopate iz tega temnejšega obdobja. Dajmo pogledati, kaj se je dogajalo. Tukaj imamo desetico kelihov, viteza palic in sedmico mečev. Torej, v februarju videti, da ste nekako, tukaj definitivno neka sreča, predvsem na družinskem področju. Zdaj, lahko da je v ospredju tudi vaše poslovno področje, sploh ker imamo tukaj desetico novcev, ampak nekako videti, da ste dosegli to neko srečo. Našli ste tisto neko končno destinacijo, mogoče ste izbrali kakšen cilj, ali pa ste v bistvu dosegli nek konkreten rezultat. Torej, neko enotnost z vašim, v vašem družinskem življenju ali pa v vašem poslovnem oziroma na kateremkoli področju imate trenutno, mu namenjate največ vaše pozornosti. Zdaj, videti je, da ste potem dobili nek nov zagon s tem, ko ste zaključili neko obdobje ali pa ko se vam je uresničila neka želja ali pa ko je nekako prišlo do nekega veselja, takrat ste dobili nek nov zagon, da bi se podali proti nekim novim obzorjem. Mogoče se vam tudi to zgodilo, da se vam je odprl nek nov cilj ali pa da ste videli neko novo obzorje pred sabo in to vam je dalo tisto motivacijo, da ste šli naprej, da ste šli v akcijo. Zdaj tukaj potem videti, da ste nekako prišli do neke točke, ko ste si izborili to, kar vam pripada, oziroma nekako ta karta dostikrat nakazuje na neke laži ali pa neko neiskrenost, ampak jaz bi rekla, da tukaj predvsem nekako prikazuje to, da ste nekako prišli do neke točke, ko ste si lahko brez slabe vesti izborili tisto, kar vam pripada. Ne vem, upam, da ima smisel. Dajmo pogledati lekcije, pa nam bo mogoče malo bolj jasno. Zdaj kot lekcija imamo trojko novcev in devetico palic, kar na nek način nakazuje, da ste v mesecu februarju, da je bila vaša lekcija ta, da najdete neko enotnost. Zdaj, kot vidim, tukaj ste strelci to nekako izpeljali dobro. Torej, tukaj gre za neko sodelovanje. To je lahko znotraj družine, lahko je tudi znotraj v poslovnem področju. In nekako skupaj ste prišli do nekega zaključka. Jaz bi rekla, tukaj še niste vsi strelci prišli do tistega končnega cilja, ampak nekako videti, da se bližate koncu in tukaj je bilo pomembno v februarju, da ne izgubite moči, da dobite ta nov zagon, kot vidim, ste ga dobili in da tudi nekako greste naprej proti končnemu cilju. Dajmo pogledati zdaj prvi teden. V prvem tednu imamo karto mag, kar nekako nakazuje, da boste v prvem tednu zelo strelci, da boste zelo samozavestni. To, kar ste nekako v februarju pridobili, kar ste si uspeli izboriti, vam bo dalo tisto dodatno moč in zagon. Nekako boste imeli v mislih oziroma boste se zavedali tega, da lahko dosežete karkoli si zamislite. Da si lahko uresničite vse cilje, ki jih imate nekako v mislih. Tukaj ne govorim tukaj, da vam bo to uspelo, ampak nekako boste dobili neko zavedanje, da vam dejansko lahko uspe.
Dogodki so devetica mečev, kolo usode in trojka novcev obrnjena. Zdaj, za nekatere strelce bi rekla, da boste mogoče imeli neko slabo vest nad nekimi preteklimi odločitvami. To bi rekla, da ta sedmica mečev, ker ste mogoče pokazali malček neiskrenosti oziroma malček ste bili tako mogoče hudomušni ali pa enostavno niste razmišljali o posledicah. In na nek način vas bo to v začetku marca obremenjevalo in razmišljali boste, če ste naredili prav, če je bil ta korak pravilen in če ste v bistvu reagirali tako, kot je bilo prav. Jaz mislim, da so to samo neki notranji strahovi, ne brezvezni, ampak pač na nek način nesmiselni. Nekako boste dovolili, da vas te strahovi prevzamejo v prvih dneh marca. Se pa potem nekje sredi prvega tedna zgodi za vas nek poseben preobrat, zelo nekaj se bo spremenilo, kar vam bo na nek način dalo neko samozavest in zdaj, kot vidim tukaj, je zelo možno, da boste v bistvu, da boste se ozrli nazaj in tukaj se boste spomnili ali pa bodo v vaše življenje prišli neki ljudje iz preteklosti ali pa neke ponudbe iz preteklosti. Ali pa se boste spomnili nečesa iz preteklosti, kar bi lahko zaključili. Ampak jaz bi tukaj rekla v bistvu, da ta dogodek, ta sprememba bo v bistvu vplivala na to, da bodo do vas pristopili neki ljudje ali pa priložnosti, ki so že v preteklosti bili del vašega življenja, ampak takrat mogoče jih niste sprejeli, takrat se vam niso zdele tako pomembne. In kot vidim tukaj, zaenkrat zdaj ni nujno, da to spet iz preteklosti, lahko da se pojavijo pač neke nove priložnosti, ampak kot jaz vidim tukaj, še vedno ne boste nekako pripravljeni na nobeno od teh možnosti, nekako ne boste pripravljeni na neko sodelovanje ali pa zdaj recimo, če imate v ljubezenskem področju malo več, recimo, če ste samski, se lahko tukaj pojavijo potem dva partnerja, eden recimo, s katerim ste imeli že neko konkretno zvezo in mogoče nekdo nov. In zdaj tukaj boste nekako debatirali, katero osebo vzeti, ampak potem na koncu boste prišli do ugotovitve, da nočete nobene od teh možnosti. Ne vem, zdaj, če niste samski, je to lahko za neko poslovno področje, pač kakorkoli, no. Jaz tule upam, da si boste znali interpretirati sami. Zdaj, tukaj imamo kot lekcije dvojko kelihov in karto luna, kar definitivno nakazuje na to, da boste mogli tukaj najti tisto pravo moč. In jaz si mislim, da je ta karta nekako nakazuje na to, da boste se mogli strelci povezati s tem vašim višjim jazom. In zdaj, kaj to pomeni za tiste, ki to prvič slišite? Pomeni, da se v bistvu povežeš s tistim delom sebe, ki nekako ve, da je življenje v bistvu na nek način ne igra, ampak da tisti višji jaz je nekdo, ki te usmerja. Recimo za nekoga je to mogoče lahko Bog, za nekoga je to vesolje, za nekoga je to enostavno tisti notranji del, ki nekako ki te usmerja proti nekemu cilju, in čeprav ne veš, zakaj te vleče v tisto stran, in čeprav imaš mogoče dvome, nekako veš, da je ta pot prava. In to je pri vas pomembno, da slišite ta vaš notranji glas ali pa da se tukaj združite z neko osebo, za katero veste, da je prava. Ampak zdaj zaenkrat jaz tukaj ne vidim, da je bila ta oseba nekako del vašega življenja ali pa ponudba. Se pravi, vse, kar bo nekako prišlo k vam, mislim, da ni tista prava opcija in nekako jaz mislim, da boste mogli tukaj najbolj zaupati sebi in predvsem pa se ne obremenjevati s temi strahovi. Jaz mislim, da bo pomembno, da imate nek fokus, nek cilj pred sabo, pač to, kar ste nekako našli v mesecu februarju, da imate to pred sabo, da veste, da se pomikate v tej smeri in tudi, da nekako veste, da boste zmogli sami. Nekako to imam v mislih, čeprav mogoče za nekatere strelce ne bo to res, da boste sami v tem, ampak nekako imam občutek, da tukaj boste strelci nekako, da bo življenje zahtevalo od vas, da se v bistvu povežete s tem vašim notranjim glasom, vašim višjim jazom in da vas ta višji jaz usmerja proti vašemu cilju. Torej, da se ne zavežete za neke ljudi, ki mogoče bi vas speljali proč iz vaše poti. Zdaj, v drugem tednu imamo desetico mečev, kar nekako nakazuje, da se boste tukaj zelo obremenjevali
z nekimi stvarmi. To gre v bistvu bolj na mentalnem področju, okoli vas ne bo nekih izkušenj takih, ki bi vas obremenjevali, ampak bolj v vaši glavi boste razmišljali, če ste naredili prav. Jaz mislim, da boste premišljali o teh preteklih odločitvah, če je bilo prav, da ste stopili na to pot sami, za tiste, ki ste stopili sami, oziroma če ste stopili, če je ta oseba, ki ste jo na koncu izbrali, res prava za to, da v bistvu nadaljujete to vašo pot. Zdaj, kot karte dogodkov imamo devetico palic, petico palic in obešanca obrnjenega. Definitivno bo pomembno, da tukaj stopite izven vaše cone udobja. Da naredite neko drzno spremembo. Tukaj gre za neko izkušnjo, ki vam je v preteklosti že večkrat povzročila bolečine. In kadar nam nekaj konstantno povzroča neko bolečino, prej ali slej spoznamo, da se moramo od tega umakniti. Ampak včasih je težko, zato ker imamo občutek, da bomo potem tudi s tem, ko se bomo znebili tistega slabega, bomo izgubili tudi tisto dobro. Ampak jaz mislim, da tukaj je pomembno, da stopite izven te cone udobja in da se odmaknete od teh stvari, ki so vas nekoč v bistvu na nek način poteptale ali pa obremenjevale. In kljub temu, da boste nekako strelci šli v to smer, da boste šli izven te cone udobja, pa vidite tukaj, da bo potem prišlo do nekih notranjih konfliktov in te konflikti bodo v vas v bistvu povzročali te bolečine ali pa te nesigurnosti, te nekako mentalne napore, ker boste imeli v mislih nekako veliko dvomov, katero pot izbrati, premišljevali boste o vseh možnih izidih in nekako je videti, kot da ne boste našli tega mira v sebi do konca drugega tedna. V koncu drugega tedna, to se recimo lahko zgodi čez vikend, oziroma to bi bilo nekje tam okrog 15. marca, plus minus, boste uspeli dobiti moč. Boste slišali ta glas notranji, ki vam bo povedal točno, kaj morate narediti, in s tem boste dobili ogromno neke samozavesti in moči. Videli boste situacijo iz čisto nove perspektive, ampak v taki perspektivi, kjer boste vi nekako začutili to vašo moč, da lahko tukaj nekaj dosežete, oziroma boste začutili to moč, da lahko v vsem tem kaosu naredite nek red. Poglejmo, lekcije imamo 4 kelihov in 5 novcev. Ja, torej, ta karta na nek način potrjuje to, kar sem prej govorila. Pač so neke slabe izkušnje, ki ste jih imeli strelci, in tukaj vidite, da se boste nekako obremenjevali s tem. Je pa tukaj še en kelih, ki ga ne vidite, zato ker se preveč obremenjujete s temi stvarmi, ki vas nekako, ki do zdaj še niso, ki vas še niso usmerile proti nekim konkretnim rezultatom. In pomembno bo, da tukaj izvedete, da imate nekaj, kar vam lahko pomaga, ampak mogoče tega ne boste prepoznali. Jaz mislim, da tukaj je ful pomembno to, da se v bistvu osredotočite na to. Jaz bi rekla, da tle mogoče celo nekoga prosite za pomoč. Tukaj je videti, da vam nekdo lahko pomaga, ampak zelo možno je, da nekateri strelci boste preveč nekako depresivni, ne depresivni, ampak toliko se boste ukvarjali s temi notranjimi konflikti, da ne boste prepoznali te pomoči. Ampak ta pomoč je nekje blizu vas. To je lahko neka oseba, ki vam lahko da mnenje, lahko je nekdo, ki vam lahko ponudi finančno pomoč, če jo potrebujete, lahko je nekdo, ki vam ponudi kakšen prostor ali pa na koncu koncev tudi mogoče ljubezen za nekatere strelce, ampak videti je, da če se boste preveč obremenjevali s temi konflikti, s temi nesigurnostmi, da lahko to pomoč spregledate. Zato bo ful pomembno, da se tukaj nekako probate odmakniti od teh nekih negativnih čustev. Zdaj v 3. tednu imamo karto smrt, kar nakazuje na konec nekega obdobja, preporod, nov začetek. Torej vse je nekaj, kar je staro, kar več ne funkcionira, zapusti naše življenja, in glede na to, da boste tle dobili neko novo perspektivo, je zelo možno, da boste v bistvu dobili tudi to moč, da potem nadaljujete to pot izven cone udobja in tukaj nekaj zaključite. Dajmo pogledati, kaj se bo dogajalo. Imamo paža mečev, maga obrnjenega in trojko mečev obrnjeno. Ja, ta nova perspektiva, ki jo boste dobili konec drugega tedna, torej okrog 15. marca, vam bo dala ogromno neke novega zagona.
In tukaj vedeti, da boste čisto zagnano in spontano se odločili zaključiti nekaj iz preteklosti oziroma tukaj narediti neke spremembe. Mogoče se nekateri strelci ne boste počutili še dovolj izkušene, da bi to lahko izvedli do konca, ampak videti je, da boste kmalu v 3. tednu dobili neko moč, nekako neko zavedanje, da vam lahko uspe. In to karto mag smo imeli že v 1. tednu, kar je nekako lahko povezava s 1. tednom. Se pravi, v 3. tednu boste spoznali, kaj je bila tista prava odločitev, ki bi jo mogli sprejeti. In jaz bi rekla, da boste v večini strelci sprejeli tisto pravo odločitev, ki vam bo nekako tudi pomagala, da se znebite neke čustvene bolečine. Kot karte lekcij imamo obešanca in 8 palic. Zdaj, ko sem rekla, v 2. tednu boste dobili neko novo perspektivo in življenje bo zahtevalo, bo nekako želelo od vas, da v 3. tednu to perspektivo novo ohranjate. Torej, da ne greste nazaj na stara pota, ampak da s tem novim znanjem, s to novo perspektivo, ki ste jo dobili glede vaše situacije, da tukaj v bistvu to nekako nadaljujete in naredite hitre spremembe, še preden bi si premislili, nekako tako. Ker ta nova perspektiva vam bo nekako neznana. In če boste preveč razmišljali, če boste preveč tuhtali, če boste preveč nesigurni, lahko zamudite eno res lepo priložnost, eno res lepo transformacijo vašega življenja. Zato bi bilo dobro, da tukaj v bistvu nekako hitro se odločate, hitro reagirate, da ne razmišljate preveč o nekih možnih, potencialnih, negativnih izidih. Torej, pač vedno je možnost, da se neka situacija izide v dobro ali pa negativno stran, ne glede na to, kaj zdaj trenutno mislimo. Zdaj lahko si ti predstavljaš, da se bo nekaj zagotovo išlo pozitivno, potem pa greš na to pot in se na koncu izide kot negativno. Ampak moraš se zavedati, da je v vsakem primeru vsak rezultat na nek način dober zate, tudi če se ne zdi na prvi pogled dober. Ne vem, upam, da ima to z vas nek smisel. Dajmo pogledati zdaj 4. teden, ko imamo viteza palic. Zdaj tukaj videti, da boste potem imeli ta transformacija, ki se bo zgodila v 3. tednu, vam bo dala v bistvu tisto energijo, ko se znebiš nečesa, kar te obremenjuje, nekaj, kar veš, da ne sodi več v tvoje življenje, ko to nekako odstraniš iz svojega življenja, dobiš tisto novo energijo, ki te spodbuja naprej. In tukaj vedeti, da boste strelci dobili nek nov zagon. Zdaj, lahko da tukaj nekdo z znamenjem leva, ni nujno, nekdo, ki je v znamenju leva, vam lahko na nek način pomaga oziroma vam bo tukaj nekako stal ob strani in vam dal dodatno energijo. Poglejmo zdaj dogodke. 8 palic, 2 kelihov in zaljubljenca. Ja. To, ko se boste v 3. tednu znebili te bolečine, vas bo nekako usmerilo k temu, da naredite, ja, in tukaj imamo tudi 8 palic, tu se ponavlja ta karta, kar nekako nakazuje, da bo potrebno izbrati hitre dogodke. Tukaj se lahko strelci zgodi, da bo do vas prišla neka nadna hitra novica, nekaj, kar niste pričakovali. To gre lahko za neko sporočilo, neko pismo, lahko gre za neke novice, lahko slišite po radiu kakšno tako stvar, ki je za vas relevantna in na nek način vas bo spodbudila, da naredite neko hitro spremembo. Tukaj gre lahko tudi za neka potovanja v druge kraje, v druge države, ni to nujno za vse strelce, ampak recimo za nekatere bi lahko bilo. In point vsega tega je, da tukaj nekako doživite neko združitev. Tukaj imamo 2 kelihov in karto zaljubljenca. 2 karti, ki so si na nek način zelo podobni. In tukaj smo prej na začetku govorili o tem višjem jazu, združitev z višjim jazom. In jaz mislim, da v bistvu lih v 4. tednu se lahko zgodi strelci, da boste na nek način tukaj v 1. tednu začutili to, da morate najti to pravo povezavo. Zdaj, lahko da to gre za neko pravo osebo, lahko gre za vaš višji jaz, lahko gre za pravo priložnost, za pravo ponudbo, pravo poslovno sodelovanje. In nekako to boste si zadali v začetku meseca, marca, in proti temu boste stremeli cel mesec. Na koncu pa boste tukaj imeli možnost za to združitev. Na koncu meseca se vam pojavi v bistvu ta oseba, ki jo iščete, pojavi se ta priložnost, ki jo iščete, ta ponudba, ki jo iščete. Zdaj, karti sta obe obrnjeni narobe, kar mi na nek način kaže na to, da mogoče eni strelci boste prišli do tega, eni mogoče ne.
ali pa bomo pol še videli, kaj so lekcije in bomo potem ugotovili, zakaj so te karte obrnjene, ampak definitivno bi rekla, da tukaj v tem zadnjem tednu se zgodi se lahko zgodi tista želja, ki ste si jo nekako, ki se vam je nekako odprla že v mesecu februarju. Tukaj lahko dobi neko končno podobo. In zdaj, če pogledamo lekcije, imamo devetico mečev in trojko mečev. Ja, definitivno ta hitra sprememba, ta hitra novica bo v vas, strelci, zelo možno povzročila neke dvome in strahove. Tudi lahko pride tukaj do neke srčne bolečine, ampak pomembno je, da vi to vse premagate. Ful bo pomembno, da premagate te neke, ta čustva, ki vas bodo obremenjevala. Ker tukaj se gre bolj za, v bistvu, bolj za negativne misli. Bolj za tiste dvome, če je to tista prava stvar, za katero mislite, da bi se mogla zgoditi. In nekako, mogoče se bo nekaterim strelcem zdelo vse skupaj preveč, katera je ta beseda, ne vem, pač preveč tako pravljično, recimo, in to vam bo dalo v bistvu te dvome, da če je vse sploh to nekaj stabilnega, nekaj trajnostnega, ampak kot kaže v kartah, je to neka res dobra priložnost, nekaj, kar ne smete zamuditi. In pomembno bo samo to, da ne dovolite, da vas neke izkušnje iz preteklosti ali pa neka negativna čustva, neke negativni možni izidi, da vas pri tem omejujejo, ker boste, če ne, mislim, lahko se zgodi, da to priložnost pregledate. Ampak dajmo sam še, jaz bi rada sam še 3 karte vrgla, glih tako, da vidimo, kaj točno je ta združitev, ker tukaj je res zanimivo, da so zdaj taki lepi karti skupaj, ampak obe sta obrnjeni narobe, tako da dajmo pogledati. Ja, za marsikoga gre tukaj nekaj za na poslovnem področju. Aha, torej nekateri strelci se lahko zgodi, da pri nekaterih strelcih, da se odpre neka nova možnost v tem 4. tednu. Na nek način bo delovala, v bistvu ta hitra novica, ki se bo tukaj zgodila, se vam bo zdela, vam bo dajala občutek, da vas na nek način omejuje ali pa da vas hoče, mislim, nekako boste dobili občutek, da se morate braniti zaradi tega, da morate pokazati svoje meje. In s tem, pač tukaj imamo spet, ne, dve dvojki. In če jih zdaj povežem s temi kartami, aha, okej, zdaj tukaj bo v bistvu prišlo tako, pojavila se bo v 4. tednu neka nova možnost, neka nova opcija, neka boljša opcija, ali pa se bo zgodila ta neka združitev z neko osebo, samo hkrati bo to v vas povzročilo še vedno nekih takih negativnih čustev oziroma nekako ne boste vedeli, kaj točno narediti v tej situaciji. In ta situacija se bo nadgrajevala, kar hitro bo nekako ratala vedno, mislim, bo postala vedno večja. Torej, recimo, če gre to za neko poslovno sodelovanje, se lahko pojavi kar od nekje nekdo, ki hoče sodelovati z vami in potem se v nekaj, pač vi premišljujete še o teh možnostih, razmišljate o plusih, minusih, ampak se ta situacija tako hitro odvija, da v bistvu ji komaj sledite in že čez nekaj dni to postane nekaj velikega, nekaj pomembnega, nekaj čisto ekstra. In tukaj vidite, da boste nekako premišljevali o tem, ali bi zapustili neko varnost. Nekaj boste začutili, da je tukaj nekaj stabilnega in da nekako lahko naredite ta korak izven cone udobja. Da lahko sledite tej želji in mogoče na nek način spremenite svojo usodo ali pa svoje življenje. Strelci, jaz vam predlagam, da pridete še kaj čez mesec pogledati tukaj te napovedi. Jaz predlagam, da vsako nedeljo, da si pogledate za en teden nazaj in za en teden naprej. Na tak način lahko potem v bistvu interpretirate karte in jih povežete z nekimi situacijami, ki so se že zgodile in potem lažje predvidite, kaj se bo zgodilo potem v prihodnosti, glede na to, kaj govorijo tukaj karte.
Strelci, hvala, ker ste bili v moji družbi. Stisnite mi kakšen like, če vam je bila napoved všeč. Hvala tudi vsem donatorjem, ki prispevate v ta kanal. Malček smo kvaliteto že uspeli nadgraditi. Sicer nisem še tam, kjer bi si želela, da smo, ampak počasi bomo šli korak za korakom. Strelci, uživajte v mesecu marcu, želim vam veliko uspehov in predvsem to, da najdete to svojo pravo priložnost in ji tudi sledite. Se vidimo kmalu v novi napovedi.